Ključni namen raziskave PIRLS, ki se izvaja na 5 let, je preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda. V raziskavi sodelujejo učenci, njihovi starši, učitelji in ravnatelji. Slovenija v raziskavi, v kateri je tokrat sodelovalo 194 šol, sodeluje od samega začetka leta 2001. Z izvedbo leta 2021 tako obeležujemo jubilejnih 20 let sodelovanja v merjenju bralne pismenosti na nižji ravni izobraževanja, ko se zaključuje učenje branja in branje postaja orodje za učenje. Gre za pomembno raziskavo, saj meri ključno kompetenco učenja, ki je temelj vseh drugih pismenosti. Posebna vrednost sodelovanja v mednarodni raziskavi je tudi to, da se lahko primerjamo z drugimi sodelujočimi državami. Na ta način lahko bolje ovrednotimo dosežke v Sloveniji in se temu primerno tudi odzovemo. Mednarodno raziskavo pod okriljem zveze IEA v Sloveniji izvaja Pedagoški inštitut v partnerstvu z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Pedagoški inštitut in ministrstvo sta letos hkrati z mednarodno objavo predstavila prve rezultate PIRLS 2021. Temu je sledila tudi javna razprava s strokovnimi partnerji. Bralna pismenost je tudi temelj vseh drugih bralnih pismenosti in tudi temelj za kakršnokoli učenje, zavestno učenje človeka in tudi za celo življenje pravzaprav. Ključno je vedeti, kako učenci 4. razreda znajo brati. Posebej pa treba naglasiti tudi to, da pravzaprav je treba o bralni pismenosti nadaljevati tudi v srednjih šolah. Zato, ker tudi takrat sprejemamo neke nove pojme, neke nove teorije in vse to je treba dejansko znati prvič brati, razumeti in sporočati naprej. Raziskava predstavlja raznolike in pomembne mednarodne primerjave. Rezultati pa kažejo, da se je od leta 2001 bralna pismenost naših četrtošolcev stabilno višala, v letu 2021 pa je upadla. Če primerjamo bralni dosežek leta 2021, je ta v Sloveniji primerljiv, kot je bil bralni dosežek leta 2006. Tudi svetovni trend kaže na upad bralne pismenosti četrtošolcev v zadnjem obdobju merjenja. Raziskava je ponovno, kot v vseh krogih doslej, pokazala, da so deklice v povprečju boljše bralke od dečkov, tako v Sloveniji, kot tudi drugod po svetu. V izvedbi leta 2021 je bilo tako v 51 od 57 sodelujočih držav, v 6 pa ni bilo razlik. Razlika po spolu v Sloveniji je v vseh krogih raziskave približno enaka. Tudi v letu 2021, ko so dosežki prvič padli, so padli tako pri deklicah in dečkih, pri čemer je velikost razlike ostala primerljiva preteklim krogom raziskave. Učenci so v raziskavi med drugim poročali tudi o različnih dejavnostih v šoli povezanih z branjem. V Sloveniji so učenci v večjem deležu kot v preteklih krogih raziskave poročali, da vsak dan ali skoraj vsak dan v šoli tiho berejo, pa tudi o tem, da lahko berejo nekaj, kar si izberejo sami. Izvedba raziskave leta 2021 je za kar nekaj držav pomenila prehod na digitalno merjenje bralne pismenosti v celoti, tudi za Slovenijo. Naslednja raziskava PIRLS bo potekala leta 2026. Priprave nanjo že potekajo, tudi v Sloveniji. Tokratna raziskava je potekala v času pandemije COVID-19. Zato gre še posebna zahvala vsem sodelujočim šolam in raziskovalcem, da so jo uspešno izpeljali.